Fantasy. Radio Fantasy. Sončna elektrarna deluje varno? Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn. Erasol.si. Vsak dan poslušam tole reklamo in vsak dan se sprašujem vzdrževanje sončnih elektrarn. Res je, da so sončne elektrarne zrasle kar kot gobe po dežju v parih letih in skoraj vsak drugi že, v bistvu, ki živi v hiši, ima sončno elektrarno. In ker je sončna elektrarna ena taka dolgoročna investicija, ki zahteva prihranke, oziroma ki zagotavlja prihranke pri stroških energije, pa seveda hkrati zmanjšuje ogljični odtis, je treba tudi zanjo pravilno skrbeti in jo vzdrževati, tako za vsako ženo. Mislim, da se boste moški strinjali z mano. In kdo bi bil boljši sogovornik, kot seveda tudi Mitja Terče iz podjetja Erasol. Dobro jutro. Dobro jutro. Mitja, kako si? Dobro, super. Dolgo se že nismo videla. Ja, kar z drugih tem, ja. Ja. Zdaj, Mitja, jaz bom tako rekla, laično sem te poklicala, ker res vsak dan poslušam reklamo, vzdrževanje, pa sončne elektrarne, pa sem, pa tja, pa moški se skozi menijo, pa je treba spucati, pa je treba to, pa je treba ono. Ampak kaj je tisti pravi pokazatelj pri sončni elektrarni, da je pa mogoče res potrebna vzdrževanja ali pa vsaj čiščenja panelov? Glavni problem je, da ga skoraj da ni. Pri čiščenju lahko opazijo lastniki, da proizvaja manj ali pa vidijo že optično, da je umazana, vendar so tudi leta različna in kakšno leto lahko zaradi sonca elektrarna proizvede 5 do 10% več ali pa manj. In potem, če je umazanija gor, lahko bi proizvedla več, pa ni kljub lepemu letu, pa stranka misli se enako kot lani, pa je leto bilo bolj osončeno, pa je na enakem. Druga glavni problem je pa, da se stvari ne vidijo, dokler res ni prepozno. Lahko ti si vzela primerjavo ženo, jaz bi jo mogoče z avtom vzel. Avto tudi ne rabiš na servis voziti, še posebej, ko je nov. Res, da potem zgubiš garancijo, ampak enkrat se bodo zavorne obloge obrable. Do tistega trenutka bodo v redu, avto bo bremzal, kar naenkrat pa ne bo. In bomo šli v zid ali pa v jarek. Bog ne daj. Tako je pa tudi pri elektrarni. Vse v redu deluje, dokler ne gre nekaj resno narobe in lahko se ali hujša okvara, lahko je pa tudi tisti najbolj črn scenarij, ne vem, s požarom, z čem podobnim. Ok, do tja bova zdaj še prišla. Ampak mene zanima, zakaj je v bistvu sploh potrebno zdaj vzdrževati elektrarno? Ja, povedal si, to je tako kot avto, ampak eni pač pravijo, daš par 10,000 evrov za elektrarno, pa je. Ampak vzdrževanje pomeni tudi kot celota kaj? Lahko gremo na več sklopov. Recimo, kar smo prej začela, najbolj enostavno je čiščenje. Se pravi, ko se umazanija nabere, elektrarna manj proizvaja. Druga stvar, kar stranke marsikdaj ne opazijo, je, pa mi opazimo v čiščenju, ko se elektrarna dlje časa ne čisti, oziroma paneli, se ta umazanija zažere v steklo od panelov. Tudi ko mi pridemo, učistimo umazanijo, steklo ostane kalno in nikoli več ga ni možno učistiti. Se pravi, da bo ta elektrarna trajno proizvajala manj in še če bo prišlo do okvare panela, bo proizvajalec videl, kakšen je panel in bo rekel, na tega ni garancije. In potem čez čas lahko zaradi drugega razloga pride, hkrati ne bo več enakih panelov, že zdaj se vedno težje dobijo, ne bodo šli s trenutnim sistemom elektrarne skupaj in lahko pridemo do recimo zelo velikih stroškov že samo, če ne čistimo. Recimo, če smo pri prvi stvari čiščenja. Nadaljujemo recimo še pri eni bolj enostavni stvari, kot je redno meritve elektroinštalacij, ki so zakonsko obvezne na 4 leta. Se pravi, stranka, če ne želi kazni energetskega inšpektorja, da pride, pa seveda tudi zaradi dobre varnosti pri sebi, mora na 4 leta ponovno izmeriti varnost svojih elektroinštalacij na področju elektrarne. Ok, zdaj pa, Mitja, eno vprašanje čisto žensko. Čiščenje panelov, to mi odzvanja v ušesih. Kaj to pomeni, da jaz grem na streho, pa stelek vzamem pa spučem, ali kako vi to naredite?
lahko poskusiš. Najprej odsvetujemo, da sploh greš na streho, ker je nevarno, s teleksom ne boš rešila stvari. Se pravi, tudi s kakšnim tlačnim čistilnikom se boš prej uničila, tesnila na robu, ostalo bo vodni kamen na panelih, skratka nič, še poškodovala strukturo stekla. Se pravi, kako mi to naredimo, pridemo z ustrezno opremo, to pomeni mehčavcem za vodo, se pravi demineraliziramo vodo, da postane tako po domače destilirana voda, da ni vodnega kamna, dodajamo ustrezen šampon posebej za panele in imamo rotacijsko krtačo, ki je primerna za panela, se pravi krtača, ki se vrti po panelih in odstranja umazanijo, hkrati pa se ustrezno mehka voda in šampon dozira in se gre nekajkrat čez panele, še posebej se umazanija rada nabira na robovih panelov in zato te robove še bolj temeljito očistimo in bolj kot je vodoravna elektrarna oziroma manj strmi strehi je, bolj se na teh robovih nabira umazanija in več je lete. Se pravi, bolj strme strehe je treba malo manj pogosto čistiti kot tiste, ker so paneli na ravnih strehah. Potem je pa še vpliv umazanija. Se pravi, če ste blizu ceste, blizu kakega, ne vem, dnevnega peskoloma, industrije, tudi kmetijstva, se lahko umazanija hitreje nabira in potem je tu pogosto čiščenje odvisno od tega. Imamo pa na spletu tudi kalkulator, da si lahko stranke malo informativno zračunajo, ocenijo malo umazanijo, povejo kako velika elektrarna in bojo povedali kalkulator, koliko na leto finančno zgubijo. No, ta kalkulator dejte kar uporabiti, boste videli, koliko je, ker jaz, tako sem hotela že reči, ne? Zdaj verjetno pri položnih je logično, da umazanija gre sama dol, ne? Imamo pa zdaj ta saharski pesek, ki redno prihaja k nam, ne? In ne vem, kaj pa recimo to pomeni za elektrarne in sploh za robove? Ta se nabira, ampak sreči ga en resen dež večinoma spere. Seveda bi mi z veseljem čistili to, ampak nima tako nujne potrebe, da bi zdaj po vsakem saharskem pesku mi prišli, ker bo naslednji dež nekaj naredil. Ključno je tako na 1 do 2 leti, da se stranke odločijo in da se res ta umazanija, ki se lahko s časom zapeče noter odstrani, ni pa potrebe po vsakem saharskem pesku očistiti. Da pokličemo. Čeprav so pa stranke, ki želijo lepo hišo, lepo trato, lepa okna, očiščeno fasado in nas kličejo tudi zaradi estetskega razloga, se pravi saharski pesek na strehi. Odlično. Mitja, midva bova zdaj naredila kratko pavzico, potem pa nadaljujeva. Vi pa seveda, če imate sončno elektrarno, potrebno je vzdrževanje, več o tem pa poveva kmalu. Vaša sončna elektrarna deluje varno? Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn. Erasol.si. Vaša sončna elektrarna deluje varno? Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn. Erasol.si. In kot sem omenila, seveda je vzdrževanje sončnih elektrarn nujno pomembno, da te delujejo, kar se da seveda s polno močjo. Sicer sva se z Mitjem Terčetom iz podjetja Erasol dotaknila že čiščenja. Mitja, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Ampak zdaj pa dejva, povedala sva, da jaz recimo ne morem iti na streho in s teleksom spucati sončnih panelov, ampak dejva se mogoče zdaj dotakniti, če vseeno rahlo vzdrževanja same sončne elektrarne. Kaj točno vzdrževanje pomeni? Če mogoče začnemo na strehi, vzdrževanje pomeni pregled konstrukcije, se pravi, z leti elektrarna se vsak dan segreje, skladi in z leti lahko kakšen vijak popusti, kakšen strešnik spodaj poči, vidimo kakšno poškodbo od raznih predmetov, kar je super, da nekdo pride pogledati ali fizično, ali pa naredimo tudi pregled s termokamero, ki ugotovi neke skrite napake, ki so v čem nevidne. Hkrati na strehi pregledamo tudi inštalacije, se pravi, da so še vsi kabli na mestu, da so varno skriti soncu, da so v ceveh, da so spoji kvalitetno stisnjeni, da ni kakršne koli korozije, da se ni kabel, ki je zahaklal, da ni mogoče tudi, velikrat so tudi mogoče glodavci, ptiči podobni, ki lahko poškodujejo elektroinštalacije. Skrite napake, lahko temu rečemo recimo.
Seveda, potem tudi strehe, kabli ali grejo pravilno dol, ali pregledamo tudi, mogoče je zanimivo, kdaj ko pride za drugim izvajalcem, pa z drugimi očmi pogledati, pa še tu kakšno stvar odpraviti. Če gledamo pa izpod strehe, se pravi tam, kjer se nahaja razmernik, ga očistimo, posesamo, naložimo najnovejšo verzijo programske opreme, pogledamo, a je še to prostor vedno čist, se pravi, da ni razmernik zabasan z nekimi predmeti, da se tam ne začne žagati kakšne drve, umazanija. Hkrati potem pregled elektroomarice, ponovno s termokamero, pregled osnovnih varovalk. V elektroomarici so kabli, ki se vsak dan spet parkrat segrejo, ohladijo. In moramo vedeti, po 2-3 letih se je to 1000-krat segrel in ohladil, in tudi spoji, se pravi, ki jih preverimo na varovalkah in tam, kjer so kabli skupaj stisnjeni, je treba še enkrat preveriti, da je to še vedno kvalitetno zategnjeno, zato da ne pride do kakšnega kratkega stika in kasneje možnosti požara v omarici. Opravimo meritve ponovno, a so še vsi vodniki izolativni, a je ozemljitev kvalitetna. Tako da gre za en kompleksnejši pregled, ki zagotavlja večji nivo varnosti in dolgotrajno življenjsko dobo vsega, hkrati pa tudi recimo proizvajalec razmernikov zahteva čiščenje, preglede in podobno, ravno to zaradi garancije. S tem so res ljudje, tako kot si prej lepo rekla, bolj varni in bo ta investicija dolgoročno prinašala denar, tako kot če sem jaz pri avtu ali pa ženi, bo tudi avto, če gre redno na servise, ga bomo dolgo časa in varno vozili, tako je tudi pri elektrarni. Če želimo, da bo ta nekje dobro in kvalitetno delala 30 let, je treba stvari vzdrževati, ne prepustiti naključju. Se pravi, rekla sva, čiščenje in vzdrževanje je potrebno na cca koliko časa? Večinoma nekje na 2 leti je en pregled, če so bolj umazane, čiščenje predlagamo na 1 leto, imamo pa tudi vzdrževalne pakete, so se številni kupci odločili, kjer je nekako osnovni ceni skrbimo tako za vzdrževalni pregled, čiščenje, preglede s termokamere, zakonsko potrebne meritve elektroinštalacij, skrbimo nadaljavo, da pogledamo, da njihova elektrarna deluje, hkrati pa v teh garancijskih rokih tudi potem za te stranke odpravljamo oziroma urejamo te zahtevke. Vse razumem, in ko si že ravno omenil pakete, ne? Mitja, kaj se zgodi, če sem jaz tista nestrpna stranka? Jaz bi imela pa takoj pregled, v kolikem času dejansko pridete na ogled in pa potem naredite en tak servis. Ponavadi nekje v roku kakšnega tedna. Se pravi, v enem tednu po tvoji odločitvi, ko ugotovimo, kaj je neka optimalna rešitev zate, pridemo in se dogovorimo. Seveda odvisno tudi od tvojih želj in kako si tečna, bomo rekli, ampak se pravi, v roku tedna, dni, 2 najkasneje pridemo mi pregledati. Če so pa tu vzdrževalni paketi, pa mi skrbimo, da periodično hodimo k tebi recimo, potem in da pač tvoja skrb ni, da tvoja skrb je, da delaš na radio, mi pa skrbimo za elektrarno. Se pravi, hočeš reči, če vzamemo pri vas paket, dejansko meni ni treba potem skrbeti in vas klicati vsake 2 leti recimo, ampak imate vi to zavedeno v programu in pokličete, mi bi pa zdaj prišli na servis, imate čas, ste doma. A moramo biti sploh doma za tako stvar? Načeloma ni potrebe. Če je čiščenje, nam stranke morajo zagotoviti vodo, se pravi en ta klasičen grdena priključek, mi vse to poslikamo, prej potem naredimo poročilo, tako da en del strank je doma, en del ni, tako da ni potrebe potem, da ste nujno doma, vse lahko uredimo na nekako po telefonu in se dogovorimo, kaj in kdaj pridemo. In ko se je ravno omenil telefon, kam pa lahko pokličemo, da dobimo še kakšno informacijo več, ki jo potrebujemo? Se pravi, lahko nas pokličete na 080 16 76, nam pišete na info@erasol.si, pregledate številne podatke na naši spletni strani, ki je zelo bogata z informacijami. Imamo pa tudi robota oziroma chatbota z umetno inteligenco, lahko tudi njega 24 ur na dan vprašate in odgovarja zelo dobro. Ob 2 zjutraj, ko nimamo kaj za delati, gremo na erasol.si in sprašujemo vse o vzdrževanju sončnih elektrarn. Bo robot zelo dobro odgovoril. Super. Ampak, Mitja, če povzameva, nujno potrebno je redno čiščenje, predvsem pa vzdrževanje za dolgoročno in res čim boljši izkoristek delovanja sončne elektrarne. Mogoče še kakšna cika-caka, na katero moramo biti pozorni?
Se pravi, stranke pozabijo predvsem to, lepo in lepo dolgo dela, dokler ne dela. In tu je stvar zelo težko prepričati določen del ljudi, da reče, lejte, ko bo nekaj narobe, je lahko hudo narobe in takrat bo veliko draže. Kot si rekla Caka, pokvari se vam panel, ki ni v garanciji, ker je novejši, večji, je drugega formata, ne gre več zraven vaših panelov skupaj, novejši panel je močnejši in ne gre na vašo vejo in optimizator in kar naenkrat boste zaradi enega, dveh panelov, ker niste ali jih servisirali ali čistili, morali zamenjati praktično celo elektrarno in tisto bo hud strošek. Potem zato je bolje res dajeti en delček tega, bom rekel, donosa, ki daje elektrarna, da bo dolgo delala, hkrati pa z čiščenjem in vzdrževanjem boste ta denar že na letnem nivoju večinoma dobili nazaj. Evo, zdaj, Mitja, mislim, da je povedal vse. Če imate še kakšno vprašanje ali pa potrebujete še kakšno informacijo več, kje jo dobijo? Dajva ponoviti. 080 1676 ali pa na info@aerosol.si. No, zdaj veste, da ne boste rekli, da slučajno česa danes niste zvedli. Mitja, hvala lepa in nasvidenje. Radio Fantasy. Radio Fantasy.